Aretirali osumljenca za umor 67-letnika. Še vedno zbirajo denar za mamograf. Bučen sprejem za straške junake. Lepo pozdravljeni. Kriminalisti novomeške policijske uprave so minuli četrtek aretirali osumljenca umora 67-letnega lastnika gostinskega lokala iz Dolenje vasi pri Krškem. Na območju Krškega so odvzeli prostost 45-letnemu moškemu iz tamkajšnje okolice, sicer staremu znancu policije. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora so osumljenca pridržali in ga v soboto privedli na zaslišanje na okrožno sodišče Krško, kjer so zanj odredili pripor. Zagrožena zaporna kazen je najmanj 15 let. Na hišni preiskavi, katere so bile opravljene na podlagi odredb sodišča, je bila odkrita večja količina streliva, eksplozivnih snovi ter pištola. Vsled česar je bil omenjen tudi uvaden za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem, za kar kazenski zakonik predpisuje kazen zapora do 5 let. Kot je primer pojasnil Božičnik, so policisti ugotovili, da je osumljeni po zaprtju lokala vstopil v stanovanjsko hišo in strelnim orožjem v spalnici ustrelil 67-letnega moškega. Truplo je zavil v rjuho in ga odnesel v shrambo. Po umoru je v spalnici skušal zakriti sledi, odtujil pa je tudi neugotovljeno količino denarja. Osumljeni naj bi se dolgo pripravljal na izvršitev umora. Zanimal se je namreč za poslovanje in finančno stanje umorjenega. Vzrok tega krutega zločina, bi s tem rekel, je bilo koristoljubje. Tako kaže zbrana obvestila in ugotovitve. Božičnik pravi, da je policija osumljenega v preteklosti že obravnavala. Predvsem za premoženjska kazniva dejanja, kot so vlomi, velike tatvine, goljufije, prikrivanja. Bil pa je tudi že pogojno obsojen. Oktober je mesec rožnate pentlje, s katero v svetu opozarjajo na enega najpogostejših rakov pri ženskah, raka dojk. V Posavju zbirajo za nov digitalni mamograf, saj je za preživetje pomembno zgodnje odkritje bolezni. V letu dni se je nabralo 50 tisoč evrov, akcija se nadaljuje, saj je treba zbrati še 2-krat toliko. V Sloveniji letno odkrijejo 1200 novih primerov raka dojk in žal polovica pacientk umre. Ob sodobni medicinski opremi, ki pripomore k natančni diagnostiki, je za zgodnje odkrivanje raka dojk izredno pomembno samo pregledovanje, opozarjajo v Društvu za boj proti raku Posavja in Obsotelja. Direktorica sevniškega zdravstvenega doma v društvu skrbi za poučevanje žena. S programom pridejo v kolektive, kjer manjšim skupinam zagotovijo potrebne informacije. Cirka 20 jih posluša predavanje in istočasno se uči na modelu dojk, na maketi, otipati morebitne zatrdline. Istočasno pa v sosednjem prostoru pregleduje in na ženi izvaja samo pregled dojk oziroma klinični pregled dojk ginekolog. Letno izpeljejo do 20 takšnih izobraževanj v regiji, a to ne more nadomestiti sistemskih pregledov, kot jih opredeljuje program Evropa Dona, opozarja Tomšičeva, in pristojne službe poziva k izvajanju teh testov po vseh regijah. Zaenkrat je pokrita samo Ljubljanska in Mariborska regija ter del Zasavske. Vzroka ne vemo, mislim, da gre za neko sprenevedanje, kajti ne moremo si zatiskati očesa, da je rak dojke prvi med vsemi raki pri ženi in incidenca žal ne upada. Poleg programa Evropa Dona ženske v regiji nujno potrebujejo nov mamograf. Društvo za boj proti raku bo prispevalo 2500 evrov, v času volilne kampanje pa je 500 evrov daroval brežiški župan in 1500 evrov posavski Desus. V novembru pa bo dobrodelni koncert za mamograf. Črnomaljska osnovna šola Milke Šobar Nataše, ki jo obiskujejo učenci s posebnimi potrebami iz vse Bele krajine, se je danes pridružila mednarodnemu projektu Drevesna olimpijada, ki ga že vrsto let organizira virtualna globalna šolska mreža ENO. V projekt je vključenih 10 tisoč šol iz 157 držav, ki naj bi do leta 2017 posadile 10 milijonov dreves. Na šoli razmišljamo ekološko in ta ideja se nam je videla zelo dobra, zato smo vstopili v ta projekt.
Kljub temu, da je ponoči v Črnomlju klestila toča in da je danes dopoldne deževalo, so učenci nestrpno čakali na začetek akcije in nam s ponosom povedali. Sadili bomo drva. In po krajšem kulturnem programu, ki so ga pripravili učenci in učitelji, so se res podali na vrt pred šolo, kjer so o pomoči sosedov, predstavnikov različnih društev, črnomaljskih gasilcev, prijateljev iz Karlovca in ameriških marincev posadili 10 sadik dreves. Gre za avtohtone stare sadne sorte, tako bomo posadili 7 jablan, 2 hruški in pa češnje. Nam je pred začetkom akcije povedal ravnatelj, vesel, ker so se vsi, ki so jih povabili na olimpijado, z veseljem odzvali povabilu. Cilj projekta namreč ni le skrb za naravo, ampak tudi širjenje prijateljstva, ki ga bodo skrbno negovali, tako kot bodo skrbeli za drevesa, pravi Barič. Mi že imamo nekaj sadnih dreves in tudi s temi novimi v bodoče razmišljamo o izdelavi suhega sadja, sokov, tako da se ni bati za drevesa. In tudi za prijateljstva ne, so s pesmijo sporočili učenci in učitelji črnomaljske osnovne šole Milke Šobar Nataše. V Dolenjskih Toplicah je vse v znamenju jabolk. Do naslednjega torka se namreč odvija že 14. praznik topliškega jabolka, ki ponuja tako strokovne kot zabavne vsebine. Včeraj so začeli z ocenjevanjem domačih sadnih sokov in sadnih kisov, osrednje dogajanje pa bo v soboto in nedeljo. Letošnja novost je med drugim voden ogled 3 kmetij. Na Bošincu sadjarske kmetije Bučar, potem na Cerovcu zeliščarske kmetije Plavica in pa v Občicah genske banke starih sadnih sort. Vsak obiskovalec bo lahko konec tedna poskusil vsaj košček jabolčnega zavitka in kozarec jabolčnega soka. Sobotno dopoldne bo namenjeno ocenjevanju jabolčnih zavitkov in tehtanju najtežjih jabolk, popoldne pa? Zdaj v soboto ob 3 je otvoritev, v nedeljo ob 3 pa podelitev nagrad in pa prizna najboljšim, ki so torej najboljšim jabolčnim zavitkom, najtežjemu jabolku, pa najbolje ocenjenim jabolčnim sokovom in pa kisom. V strokovnem delu pa bodo govorili o pridelavi, predelavi zelenjave in poljščin ter dobrih praksah pri predelavi vrtnin in peki kruha. V razstavnem delu pa bodo poleg jabolk na ogled še žita, fižol in česen, tudi z namenom spodbujanja dodatnega zaslužka na kmetiji. Predvsem, da opozorimo, katere so tiste, ki se lepo pridelujejo oziroma tudi shranjujejo. Hkrati želimo opozoriti tudi na sami razstavi na napake oziroma škodljive organizme, ki se pojavljajo v česnih in pa v fižolu. Tudi letos bodo praktično prikazali izdelavo jabolčnega soka. Saj vemo, da je v letošnjem letu nekaj manj sladkorjev v jabolkah in je postopek predelave nekoliko drugačen oziroma je treba pretehtati, kaj narediti. Praznik topliškega jabolka bodo nadaljevali s ponedeljkovo borzo za lokalno oskrbo in ga zaključili s torkovim odprtjem razstave del, nastalih na 7. ekstemporu. Junaki nedavno zaključenega svetovnega prvenstva v raftingu, kjer so veslači Gimpexa iz Straže nastopili v kategoriji do 23 let, so se vrnili domov. In tam so jih navdušeno pozdravili domači navijači. 3. mesto v šprintu, 2. mesto v dvobojevanju ter zmaga v spustu in končno 2. mesto v skupnem seštevku so njihovi odlični rezultati. Predvsem zmaga v spustu, kraljevski disciplini, je najbolj odmevala. Premagati Brazilce na njihovem domačem terenu je bilo res neopopisno. S tem, da smo bili do konca, skoraj do cilja na 3. mestu, v zadnjih 100 metrih, pa smo jim naredili 20 metrov razlike in prišli v cilj prvi. Res, adijo pamet. Jaz sem bil letos v Braziliji prvič v vlogi trenerja, bili smo 3 trenerji, Aljaž pa Borut. In v bistvu je bilo kar čustveno za mene. Zelo naporno, težje kot tekmovalec, pa veliko bolj čustveno tudi. V zadnjih letih so sprejemi njihovih junakov v Straži postali že kar stalnica. Mi si vsekakor želimo, delamo trdo vsak dan za to, da ti uspehi pridejo. Vendar konkurenca je zelo močna in vsakič posebej
bom rekel, zelo, zelo čustveno doživljamo te naše uspehe. Smo zelo ponosni na naše tako imenovane zlate fante, namreč kamorkoli, na katerokoli prvenstvo se odpravijo, zmeraj v občino Straža prinesejo medaljo oziroma so zaznamovani z uspehom. Na prvenstvu v Braziliji so Slovenijo sicer zastopali stražani Jan Avsenik, Jan Zupančič, Jan Petkovič, Miha Mazovec ter Denis Dragovič. V novomeški Solidarnosti opozarjajo na nov primer nepotizma, med drugim izpostavljajo podjetje Cerod. Direktor Alojz Turk, sicer dosedanji novomeški svetnik SLS, naj bi v njem zaposlil sina. V Solidarnosti zato od obeh županskih kandidatov pričakujejo, da se do tega primera opredelita in predlagajo, da bi moral vsak direktor javnega podjetja ali podjetja v občinski lasti podpisati etični kodeks, v katerem bi se javno zavezal, da ne bo zaposloval bližnjih sorodnikov. Oba županska kandidata, ki se bosta nocoj ob 20. uri soočila v našem studiu, smo posebej za našo informativno oddajo vprašali, kako gledata na ta primer in kakšna bo njuna praksa pri zaposlovanju. Oba pravita, da je to nesprejemljivo. Sam prihajam v drugi krog brez kakršnekoli obveznosti, kadrovanje bo izključno na osnovi strokovnosti. Mislim, da je treba zagotoviti učinkovitost in če hočem biti uspešen župan, bom seveda moral to narediti. Kandidatka Milena Kramar-Zupan, ki jo podpira tudi SLS, je stranko takoj pozvala, da se opredeli do tega dejstva in dodaja: Kadrovalo in delovalo se bo v mestni občini Novo mesto izključno in samo na podlagi strokovnosti in poštenosti in prostora za drugačne ljudi pod mojim županovanjem ne bo. V mestnem odboru SLS Novo mesto so ob tem sporočili, da se stranka distancira od osebnega ravnanja Turka in ga pozvali, da nemudoma odstopi kot direktor Ceroda. To smo ga želeli vprašati tudi sami, a je bil nedosegljiv. Številka je trenutno nedosegljiva. Prosimo, pokličite kasneje. V našem studiu sta se sinoči soočila kandidata za župana občine Šentjernej, Franc Hudoklin in Radko Luzar. Razprava med kandidatoma SLS in Liste skupaj za prihodnost je bila po pričakovanjih na čase kar žgoča, odgovori pa zanimivi. Poglejmo podrobneje. Hudoklin je že na začetku poudaril, kako pomembno je, da ima občina poklicnega župana, ki je vseskozi na razpolago. Kolega se bo mogel zavedati, da je tisti, ki skrbi za občino, ki odgovarja za občino, ki odgovarja za vsak podpis, ki gre vsakodnevno, vsako uro naprej. Čeprav v primeru izvolitve ne bo poklicni župan tako Luzar, to ne pomeni, da svojih obveznosti ne bo profesionalno izpolnjeval. To sem dokazal že v svojem podjetju in to znam. Predvsem pa je moj interes, da aktiviram vse zaposlene v občinski upravi, ki jih je 12 in njim je treba več dela naložiti. Hudoklin odgovarja, da delavci občinske uprave še kako delajo. Sogovornika sta se dotaknila tudi zadolženosti občine. Njen dolg namreč znaša dobrih 4,6 milijona evrov. Je pa nujno, da občina se aktivno vključuje v pridobivanje evropskih sredstev direktno. Do zdaj ni občina direktno nikoli sodelovala na razpisih Evropske unije. Poskušali smo marsikatere projekte pripeljati, vendar, spoštovani gospod protikandidat, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje so tisti, ki dovoljujejo z Ministrstvom za gospodarstvo, ali se občina lahko javi neposredno v Bruselj. Kandidata, ki jo je v prvem krogu ločil manj kot odstotek razlike v glasovih, sta se v soočanju med drugim dotaknila problematike izgradnje novega vrtca in drugih pomembnejših naložb v občini v prihodnjem obdobju. Hvala za družbo in prijeten večer.